Dvoboj vodilnih se je nestrpno pričakoval, javnost se je ukvarjala z dvojnim pomenom točk, ko gre za spopad prvo in drugovrščene ekipe. Ni manjkalo seštevanja in odštevanja, po obračunu v Domžalskem športnem parku pa razlika ostaja nespremenjena, pri 7 točkah prednosti za Maribor. Ne vem, kaj bi lahko rekel, imeli smo tekmo v svojih rokah, vodili 2-0 po polčasu, igrali, jaz mislim, zelo dobro, si priigrali še neke priložnosti. Ne vem, kaj nam je bilo pol v drugem polčasu, nekako smo popustili malo, vendar, čeprav jaz mislim, da oni niso imeli neke konkretne šanse, smo dobili, dva, jaz mislim, nesrečna gola. Prvi še toliko bolj, ker je zadelo enega našega, drugi gol pa se je zgodilo, kar se je zgodilo. Gremo dalje, glave gor, imamo še vedno 7 točk prednosti in se potruditi na naslednji tekmi zmagati, da držimo to prednost. Odločnost v namenu, da jih ne zanima preračunljivost, je bilo pri izbrancih Darka Milaniča opaziti na vseh zadnjih treningih. Tako so tudi stopili na domžalsko igrišče in po 8 minutah je bilo 0:1. Po avtu, ki ga je izvajal Mezga, se je Velikonja otresel Elznerja, iskal pred golom Tavareša, toda podajo proti kapetanu je v lastno mrežo preusmeril Knezović. Domžalčani so skušali odgovoriti z udarcem z razdalje, nameril je Drevenšek. Radan pa zbrano pospremil akcijo in odbil v kot. Ob usklajeni igri moštva v vijoličastem se je pretilo z obeh strani. Z leve je najprej udarec preizkusil Milec. V naslednji akciji je Milec ušel branilcem, s povratno žogo po tleh podal do Velikonje. Kazalo je že, da je domači vratar premagan, a se je končalo s kotom. V 32 minuti se je na semaforju zableščalo 0:2. Velik del naloge je tokrat opravil Cvijanović, ko je odvzel žogo na obrambni polovici in jo bliskovito popeljal pred domžalski kazenski prostor. Sledila je podaja proti Velikonji, ki je spretno opazil, kje se nahaja Tavareš. Kapetan je mirno potisnil žogo v mrežo. Prva resnejša akcija v drugem polčasu je razveselila domačo ekipo. Juninho je zatresel mrežo s pomočjo sreče, saj je žoga na poti proti golu zadela Potokarja, spremenila smer in končala v mreži. Domžalčani so morali loviti rezultat, a niso uspeli vršiti večjega pritiska. Kazalo je, da bo moštvo v vijoličastem mirno obdržalo vodstvo. Toda 82. minuta je prinesla srečen razplet za gostitelje. Dober, jaz mislim, da se iz tekme v tekmo popravljamo. Če pogledamo prvi polčas, je bil zelo dober. Kaj se mogoče tukaj novi igralci mogoče rabijo še malo časa, da vse skupaj steče. Smo mlada ekipa, prihaja do nihanj. Jaz mislim, da tudi dosti se pogovarjamo s trenerjem in igralci sami. Tako da jaz mislim, da bomo že naslednjo tekmo spet probali odigrati, koliko znamo, zmagati in držati to prednost, če ne še povečati. Ob prostem strelu Pekića je žoga zadela Tavareša v roko. Sodnik s Komina je pokazal na 11-metrovko. Pekić je prevzel tudi vlogo izvajalca in čeprav mu je vratar Radan skoraj preprečil namero, je spravil žogo v mrežo za končnih 2:2.
Prvi polčas smo zelo dobro stali na igrišču, povedali, imeli odličen rezultat, ko je nasprotnik bil skozi cel polčas nemočen. Mi smo pa bili iz teh protinapadov izredno nevarni. V drugem polčasu se je ta naša kompaktnost malce zgubila in to je rezultiralo, da smo pustili nasprotniku malce več, da je zanačil. In potem je bilo popolnoma jasno, da bojo iskali način, da bojo poskušali izsiliti prekrške nekje v bližini naših vrat in tako je to bilo, da so dosegli ta drugi zadetek njihov. V drugem polčasu z naše strani bilo premalo. Imamo občutek, da bi morali bolj izkušeno pripeljati tekmo do konca, da bi morali zadržati ta način, katerega smo imeli tudi v prvem polčasu. Nažalost se nam to ni posrečilo.